Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Gost današnje oddaje Aktualno je direktor zdravstvenega doma Idrija Tomaž Glažar, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lep pozdrav. Najpomembnejša novost tega poletja v vašem zavodu je najbrž ta, da boste začeli z vpisovanjem pri novi zdravnici. Povejte nam kaj o tem. Ja, v bistvu v torek 1.7. začne z delovanjem nova ambulanta, dr. Lene Lepanje. Ona je specializirala pred kratkim, tako da bomo začeli v bistvu na začetku z 2 dnevi, to se pravi ob torkih popoldne bo imela ambulanta in pa v petkih dopoldne. To zato, ker dejansko moramo zagotoviti tudi ustrezen kader v nujni medicinski pomoči in ona se ogromno vključuje v nujno medicinsko pomoč in druge rešitve v tem trenutku pravzaprav nimamo. Ne. Bomo pa začeli z opredeljevanjem, ker prej ne moramo kot 1.7., taka so pravila, že, ker je predvidoma bo to vroč dan, ne, bomo z opredeljevanjem začeli že zjutraj ob 7. uri. Kako to v praksi poteka? Občani pridejo tja, kaj morajo imeti s seboj? Zdravstveno izkaznico najbrž? Občani morajo imeti zdravstveno izkaznico, to je nujni pogoj, da sploh pride do vpisa. Dobro je, če imajo tudi kakšen osebni dokument, zaradi tega, ker ne želimo, da bi, ker opredeljevanje bo trajalo skozi ves dan, pa ne želimo, da bi cel dan ljudje čakali, smo se odločili, da bomo na začetku že zjutraj podelili številke tistim, ki čakajo v vrsti. Nekako računamo, da glede na število glavarinskih količnikov, ki jih je 540, za to ambulanto predvidenih zdaj zaenkrat, da bo približno 400 pacientov tistih, ki bojo se lahko opredelili in toliko številk nekako bomo podelili. Potem pa vsako uro 50 od njih tudi bo imel možnost opredelitve. Čeprav ta sistem glavarinskih količnikov, to je malce zapleteno, ne? Če bi se prijavljali samo, poenostavljam, ljudje z malo ali nič boleznimi, bi jih lahko opredelili več pravzaprav. Ja, v bistvu glavarinski količniki so z letošnjim letom postavljeni na novo in so odvisni od števila let, kolikor jih imaš, pa spola tudi, ne? Ker prej ni bil spol toliko pomemben. In zdaj recimo, če bi se opredelile samo mlade dame od 19 do 35 let, potem bi jih lahko opredelili tudi 1000, ne? Ker pa vemo, da bojo se opredeljevali predvsem starejši, to so bivši pacienti in pacientke od dr. Likarjeve in dr. Knapove, ki pa imajo preko 70 let, pa računamo s tem 400 pacienti možnost opredelitve. Se lahko kdo vpiše, opredeli tudi v imenu nekoga drugega? Ne, to ni možno. Izjema je samo v primeru, če gre za skrbnika, v primeru osebe, ko je opravilno nesposobna, seveda ta skrbnik mora imeti tudi ustrezen uraden dokument, da je skrbnik take osebe. To je edina možna izjema. Odprli boste 4 vpisna mesta, tako v povprečju traja 5 minut en vpis, tako da te stvari se bojo najbrž hitro odvijale. Ja, saj računamo, da bi približno 50 pacientov opredelili na uro, ne? Tako da do približno enih bi to številko 400 pacientov mogli opredeliti. Če ne bo tehničnih težav. No, računajmo, da ne. Zadnji podatki v medijih so bili taki, da je na območju vašega zdravstvenega doma okrog 1500-1600 ljudi, ki nimajo osebnega zdravnika, niso zapisani, opredeljeni. Je ta podatek še aktualen? Ja, mislim, da je to dosti aktualen podatek. Zdaj zadnji zdravnici, ki ste se upokojili, dr. Knapova in dr. Likarjeva, od njih je trenutno skoraj 1400 pacientov še neopredeljenih. Oni pač večina njih obiskuje zdaj dodatno ambulanto. To moram povedati, da dodatna ambulanta bo delovala tudi naprej. To pomeni, da ni strahu, da bi ljudje ostali brez zdravstvene obravnave, tudi če jim ne bo uspel se opredeliti za ambulanto dr. Lepanjeteve. Kakšne pa imate izkušnje, da sedaj s to dodatno ambulanto? Pred pol leta je bila kriza, ne? Ja, mi smo v aprilu pridobili še 0,2 programa, to pomeni, da
Ta dodatna ambulanta dela 40 ur na teden in zadeve so v tem trenutku popolnoma obvladljive, pacienti praktično takoj pridejo do obravnave ali pa če imajo kakšno potrebo po kakšni zdravstveni administrativni zadevah, tudi zelo hitro uredimo. Seveda so nihanja, kakšne dni pač počakaš uro, 2 ure, recimo, da dobiš kakšno potrdilo, včasih je pa treba tudi kakšen dan počakati. Sicer pa to teče čisto normalno. Pred dnevi sem bil v vašem zavodu. Ambulanta, čakalnica je bila pravzaprav prazna. Je to tako malo zanimanja za to dodatno ambulanto ali ste tako organizirani? Ne. V dodatni ambulanti se dela v polno. Zdaj seveda vabimo paciente na uro, ker ne želimo, da se čaka več kot 20 minut. Nekateri pač izjemoma se dogodi, da tudi več kot 20 minut, tudi pacienti to razumejo, tako da več ali manj pridejo v svoji uri in ne čakajo veliko. Je pa tudi veliko takih storitev, ki jih je treba opraviti, nadaljavo, to, ko kličejo, tudi kakšna administracija in tako naprej, tako da ambulanti se polno dela ves čas, je pa res, da skrbimo, da ljudje ne čakajo predolgo v ambulanti. V čakalnici. Ja, v čakalnici. Če je nekdo sedaj upisan v dodatni ambulanti, lahko prenese ta upis k zbrani zdravnici? Vsak, ki se bo zdaj opredelil, pa je opredeljen na dodatno ambulanto, bo avtomatično v dodatni ambulanti izbrisan in opredeljen pri tej zdravnici. To pa pomeni, da drugič ne bo smel več priti v dodatno ambulanto. Vendar bo imel svojo zdravnico? Bo imel svojo zdravnico, ja. Kaj z občani, ki niso ne tukaj, ne tam, če zbolijo, zagotavljate oskrbo? Ja. Zaenkrat z delovanjem te dodatne ambulante je oskrba za akutno obolele, se pravi tiste, ki zbolijo, vedno na razpolago. Tukaj še urgenca. Ste imeli veliko primerov v tem času, ko so bili na urgenci slabe volje, da so se ljudje na njih obračali v nepomembnih zadevah? Ja, zdaj od COVID-a naprej pravzaprav je to število pacientov, ki, bom rekel, pogojno upravičeno iščejo zdravstveno pomoč, zelo naraslo, to razumemo, strah se je nekako s COVID-om kar povečal za lastno zdravje. Tako da teh pacientov je kar precej, je pa res, da večina teh pacientov, ki ni izbranega zdravnika, gre zdaj skozi dodatno ambulanto in ne več skozi nujno medicinsko pomoč. Se v prihodnjih mesecih, letih obetajo tudi nove zaposlitve zdravnikov? Ja, zdaj mi imamo že tudi eno zdravnico, ki je specializirala v letošnjem letu in trenutno dela v celoti na nujni medicinski pomoči. V jeseni bo to delno nadomestila zdravnika iz Cerknega. In imamo tudi letos še enega specializanta, ki naj bi končal specializacijo družinske medicine, ki bo pa po novem letu predvidoma v Cerknem začel tudi opredeljevati. Sicer pa še kar naprej iščemo variante, zaposlujemo. Ravno zdaj smo že podpisali pogodbo o zaposlitvi z novim zdravnikom iz Srbije, ki bo sicer najprej mogel opraviti specializacijo pri nas. Tako da gradimo na kadrih za bodočnost. Stvari se spreminjajo in to bi lahko rekli, da na bolje. Ja, tako kot sem že večkrat napovedal, bo definitivno bosta Idrija in Cerkno čez 2-3 leti v položaju, ki ga drugi si bojo lahko samo želeli. To pomeni, da bomo imeli dovolj osebnih zdravnikov družinske medicine. Na enem od podatkov sem razbral, da imate ta trenutek kar 7 specializantov, ki so v fazi, vi rečete temu, kroženja. Ja, vsak specializant družinske medicine mora določeno obdobje, približno 2/3, več kot 2/3 obdobja krožiti v drugih inštitucijah, ne kroži pri nas, kar je velik problem. To pomeni, da v tem času pač te specializanti svoje delo opravljajo recimo v kliničnem centru ali v bolnišnici Nova Gorica. Zaposleni so pri vas, delajo pa v Ljubljani. Pri nas. Trenutno imamo sicer čez poletje veliko srečo, da bojo specializanti pri nas, tako da bomo lahko normalno, jaz računam, normalno speljali tudi nujno medicinsko pomoč. Če bi pa zdravniška zbornica skupaj z ministrstvom
najdla bolj racionalno obliko, se pravi, da bi te specializanti, ki bodo celo življenje potem delali v ambulanti družinske medicine, saj dve tretjine od treh krožili v osnovnem zdravstvu, se pravi pri nas, tam, kjer bodo zaposleni, bi bilo pa toliko boljše. Štipendije še vedno ne vzame nihče. Ja, trenutno v vseh razpisih, kar smo imeli, ni bilo še interesa razen ene zobozdravnice, ki pa računamo, da se bo pa javila zdaj ob naslednjem razpisu, ki bo zdaj čez poletje objavljen. Kakšne so razmere v Cerknem? Cerknem ni sprememb, kar se tiče delovanja samih ambulant. Smo pa prišli do tega, da je pravzaprav zdaj že gradbeno dovoljenje v zaključni fazi. Tudi uredile so se zadeve z sosedi, tako da ni več pripomb in jaz računam, da v kratkem bo gradbeno dovoljenje prejeto in hkrati pa tudi, da se bo izvedel razpis za izvajanje adaptacije novih prostorov. Zdravstveni dom Idrija bo dobil satelitski urgentni center, kar je dobro za celotno skupnost. Prihodnji mesec bi morali že upeljati sistem dispečerskega upravljanja s temi reševalnimi vozili in zdravniki. To vam še ne bo uspelo. Ja, nekako smo imeli dogovor že približno pred 2 leti, pa je takrat zaradi kadrovskih težav v dispečerski službi zdravstva potem nismo prišli v ta sistem, zdaj smo v končnih dogovorih, da pridemo. Dogovor prvotni je bil, da bi s 1.7. začeli, ampak zaradi naknadno ugotovljenih, nekih tehničnih zadev s povezavami z dispečerskim centrom bomo to mogli preložiti za 1 mesec, to se pravi s 1. avgustom. Sistem se malce spreminja, to opažamo tudi občani tako na terenu, če pride do nesreče, včasih pridejo reševalci sami, včasih samo zdravnik dežurni. Kako je s tem? Ja, ta sistem imamo mi že dalj časa uveden. V lanskem letu smo dobili tudi program, tako imenovan program vozilo urgentnega zdravnika, kjer je urgentni zdravnik neodvisen od reševalnega vozila in gre lahko na teren sam, lahko gre samo reševalno vozilo, lahko pa seveda oba dva. Ta sistem je zdaj že kar nekaj let prisoten v Sloveniji, od leta 2015-16. Ne, še prej, pravzaprav 2013, mislim, se je to začelo v zdravstvenem domu Vrhnika. Tako da, ja, ta sistem že zdaj mi uporabljamo tudi nekaj let. Izkušnja je dobra? Ja, gre za to, da se čim bolj racionalno uporabijo, in kadrovske in tehnične možnosti, da če ni potrebe zdravnika, da je dovolj vozilo, oziroma obratno, če samo zdravnik, da reševalno vozilo čaka mogoče na kakšen drug primer. Za satelitski urgentni center boste morali zagotoviti tudi nove prostore, mislim, da v desnem traktu sedanjega poslopja. V prihodnje vas čaka selitev ambulant znotraj poslopja in premeščanje zdravnikov, čakalnic. Kdaj se boste lotili? Zdaj prvi izziv je preseliti ambulante družinske medicine iz Pritličja v prvo nadstropje. To bomo začeli takoj, ko bomo uredili razmere v laboratoriju, ker tudi v laboratoriju moramo določeno adaptacijo izvesti. Tako da računamo, da v naslednjem letu bi zanesljivo mogli zaključiti z selitvijo družinskih ambulant in takoj na to bi potem začeli z prenovo prostorov v Pritličju, kjer naj bi pol domoval satelitski urgentni center. V času te prenove pa ste rekli, da boste morali celo službe organizirati zunaj poslopja. Kako bo to? Ja, nujna medicinska pomoč ne more prenehati delati, tudi če bomo mi prenavljali, zato zdaj razmišljamo že o rešitvah. Bomo mogli izvesti nek provizorično postavitev izven objekta, vendar v objektu za čas, ko se bojo prenavljali te prostori. To lahko traja tudi 5-6 mesecev. Rok imate leto 27? Ja, do konca leta 27 moramo zaključiti, če želimo dobiti seveda sredstva iz državnega proračuna. Mi računamo, da najkasneje v začetku leta 27 naj bi bil projekt zaključen in pol tudi ustrezne zahtevke bi posredovali na ministrstvo. Ja, to je pomembno, da država plača, ne? Ja, brez teh sredstev trenutno v bistvu tega ne bi mogli izvesti. Vas zavod je lansko poslovno leto končal z izgubo.
Ta sicer ni velika glede na celotno obseg prometa. Kako iz te situacije? Ja, zdaj tudi na osnovi predpisov, ki smo sprejeli ustrezen sanacijski program, ki ga že zdaj trenutno izvajamo. Je pa težava v tem, da se pravzaprav te vplivi na poslovanje, finančno poslovanje samo še slabšajo. V letošnjem letu so slabši kot lansko leto, še vedno nam ni priznana revalorizacija, kar pomeni, da se cene ostajajo na letu, se pravi 3 leta nazaj, 22, če rečemo temu tako. Predvsem je to za cene materiala pa amortizacije, škarje se tukaj zelo odpirajo, sploh če vemo, da materiali v zdravstvu so šli gor, se pravi, so se podražili dosti bolj, kot pa je bila povprečna letna inflacija. To je ena med glavnih težav, druga težava pa je pomanjkanje zdravnikov, ki jih moramo nadomeščati, seveda z nadurami, z honorarci, če rečem temu tako lahko. Vse to je pa bistveno dražje, kot nam pa prizna zavarovalnica. In ni posluha v Ljubljani za te probleme? Ja, mi smo preko združenja že nekatere stvari želeli izpeljati. Težava je v tem, da se tukaj praktično skoraj nič ne premika. Zdaj ugotavljamo, da dejansko tudi samo vrednotenje določenih dejavnosti po delovnih mestih ni pravilno in upamo, da se bo to uredilo. Seveda, vse to bo zahtevalo dodatna sredstva. Izgubo imajo tudi zdravstveni domovi v Tolminu, v Ajdovščini, Nova Gorica je tako na meji. To najbrž kaže na sistemski problem, ne? Ja, jaz sem malo analiziral in ugotavljal, da dejansko predvsem manjši zdravstveni domovi, tisti, ki niso v velikih centrih ali pa ob velikih centrih, in pa tisti, ki imamo težave s kadrom, da tisti imamo praviloma tudi negativno poslovanje. Nas zelo bremeni, da imamo tudi tak teren, kjer pač patronažna sestra včasih obišče enega pacienta, ko v Ljubljani mogoče 4 ali celo 5 in to vse dobijo plačano. Ravno tako pri nenujnih prevozih in sanitetnih prevozih nekatere poti sploh niso plačane, recimo od zdravstvenega doma do pacienta. In če so te razdalje velike, je to lahko velik negativen vpliv seveda tudi na finančno poslovanje. Z rednim zapiranjem tako žarnic po vseh prostorih najbrž ne boste spravili poslovanja na zeleno vejo. Potrebne bodo sistemske spremembe. Jaz mislim, da bi bilo treba, že vrsto let se govori, kar sem jaz v zdravstvu, se govori o tako imenovanih ruralnih ambulantah ali ambulantah oziroma zdravstvenih domovih, ki so bolj oddaljeni v centru in se praktično razen dodeljevanja nekih dodatnih programov ni na tem področju nič zgodilo. Treba bi bilo klasificirati, kakšni so pogoji za delo, če ti delaš v Ljubljani, ker to, kar sem prej omenil, v Ljubljani se vsi grebejo, da bi imeli koncesijo za sanitetne pa nenujne prevoze, ker tam se da dobro zaslužiti. Idrija je pa čisto druga zgodba. Tako da te pogoje bi mogli izenačiti, da bi lahko vsaj približno tudi mi računali v bodoče ob teh zaostrenih finančnih pogojih, da bomo tudi mogoče pozitivno poslovali. Tomaž Glažar, jaz vam želim, da bi te projekte izpeljali, da bi premaknili ta voz na bolje. Hvala za ta pogovor in hvala za obisk v naši oddaji. Hvala lepa tudi vam. Jaz bi pa prosil naše paciente oziroma prebivalce in Idrije in Cerknega, da v teh vročih dneh se izogibajo vročini, da pazijo na sebe, na svoje zdravje in da čim manj obiskujejo na zdravstveni dom. Vaše zagotovilo, da bo vsak pregledan in oskrbljen, to pa še drži. To pa še drži. Tako, vam spoštovane gledalke in cenjeni gledalci pa hvala za pozornost in seveda srečno.